Lepo pozdravljeni. Sem Romana Jordan Cizelj in sem tista poslanka, ki je leta 2004 tudi v slovensko politiko prinesla svežino in nov obraz. Do takrat sem namreč delala na področju raziskav, energetike in varnosti. Zaposlena sem bila na Inštitutu Jožef Štefan in s sabo sem prinesla navado, da kot raziskovalka moram stvari, o katerih govorim, razumeti in da morajo biti moje odločitve zasnovane na trdnih argumentih. Na ta način sem tudi delala v Evropskem parlamentu. Pa še ena življenjska izkušnja igra odločilno vlogo pri mojem delu. Sem namreč tudi žena in mati. Sem mati 2 sinov in ko se odločam, seveda s posebno pozornostjo pazim, kako bodo naše odločitve vplivale tudi na prihodnost naših otrok in vnukov. Politiko pa razumem predvsem kot področje, da služimo ljudem. In zaradi tega sem v iztekajočem se mandatu posebno pozornost namenila potrošniku, zaščiti potrošnika, grajenju našega skupnega notranjega trga, predvsem na področju plina, elektrike, telekomunikacij in mobilne telefonije. Posebej sem pazila tudi na svobodno uporabo interneta. V letu 2007 smo skupaj začeli oblikovati politiko na področju podnebnih sprememb. Tudi tu sem bila od začetka zraven. Solidarnost je ena od osnovnih evropskih vrednot, ki jo ne upoštevamo samo znotraj Unije, ampak jo želimo prenašati tudi navzven, predvsem preko razvojne in humanitarne politike, kjer sem delovala v drugem delu svojega mandata. Ves čas pa sem spodbujala znanje, ustvarjalnost, inovativnost, podporo podjetništvu, industrijski politiki in seveda vgrajevala tudi v politike poseben občutek za najrevnejše, najobčutljivejše dele prebivalstva. Vse to bom počela tudi v naslednjem mandatu, če mi boste to zaupali. Spodbujala bom trajnostni razvoj, ustrezen odgovor na podnebne spremembe in seveda tudi posebno pozornost posvečala enakim možnostim. Ker pa politiki to, kar zagovarjamo, moramo tudi živeti, bom v času opravljanja svoje funkcije tudi ves čas štipendirala enega študenta, dijaka, študentko ali dijakinjo. Prav tako bom nadaljevala z okoljsko humanitarno akcijo, ki sem jo začela pred 2 leti. Verjamem, da Slovenija zmore več in k temu smemo, moramo in moramo pripomoči tudi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu.